To si zelo in to je pač glavno bilo, zato ker Franc je 68 let ustanovitelj, vodja tega ansambla in pa seveda eden pač edini Šegovca, ne? Edini nezamenljiv. Kaj, ti si vodja? No, tukaj pa vidite še pa seveda vse druge stvari, tukaj bi vam pač pokazala tole naše noše in pa predvsem tole. Vsi novinarji pač, ki pridajo in tole potem pogledajo, pravijo, da to je kultna slika štirih Kovačev, ker so pač tudi v tistih svojih prvotnih nošah. Seveda igrati ne bi mogli v teh kovaških firtuhih na veselicah in to je izvira iz 1965, to je slika prve plošče, male plošče vinilne, ki so izdali štirje Kovači. Jugoton. Ja, tako, Jugoton, ja. No in tukaj seveda so ti stari inštrumenti, poglejte, tukaj seveda je Francova noša zelo zdelana seveda skozi ta leta. Poglejte, moja pa tako lepa še, kaj mislite, vprašam dame, zakaj mislite, da je tako lepa? Rana s prvolom. Ženske vprašam. Se imela še večjih. To je posebej narejena za Skor pa vem, da ste previdne, zelo previdne. Zaradi teže. Ja, tako je, zredila sem se, pa imam še eno nošo. To je bilo pa čisto od začetka, tako. Ja, tole sliko poznate Staneta Jerkota, ne. On je to, gledajte, v Slovenj-Gradcu takrat ni bilo nekega fotografa, pa je to on bil najboljši bil, ja. In moram povedati, vedno rečem takole, da kaj ima Melania Trumpa štirje Kovači skupnega, fotografa Staneta Jerkota. Tudi, no vidiš, sam jaz vedno rečem, Melania pri 16 letih najbrž ni firtukov nosila. Termina, hotel sem še dodati pri Francovem Lojbiču, pri noši se še vidijo sledi harmonike. Harmonike, ne da, ja. To je tisto, ja. Kaj so bribali, ja. No, potke sem rekla, se sam pogledajte malo. Tukaj pa pogledajte še tale slikica. To je Francova prva harmonika. Tu je harmonika stara 58 let. To ni tako. Ne. Bom povedala za to, zakaj je tale tukaj. No, tale 58 let stara harmonika in ti mladi muzikanti, to od Doriča, pa ti prihajajo večkrat na obiske, pa se potem pogovarjamo, pa vedno reče, Franc, ko boš prodal harmoniko, potem sem jaz prvi reflektant. Tako dobra je, ker je samo 17 takšnih harmonik bilo izdelanih v Nemčiji. No in seveda Franc pa vedno reče za harmonike, ne, veš, harmonike nem prodal, harmonika bo šla z menoj gor ali pa dol. No, Franc je rojen na Koroškem Selovcu, rodil se je v družini 3 sestre, France, in France bi mogel prevzeti kmetijo, ampak pri 6 letih, 7 letih je kazal takšno navdušenost za muziko, tako da sta oče in mati, ki sta bila pevca v večjih pevskih zborih in oče igral v pleh muziki v Šentjanu. In tako so potem starši nekako obudili malemu Francu, da pač on ne bo imel kmetije in on je seveda očeta prosil, dajte sestri, jaz ne bom power. No in tako je seveda potem tudi France. So rekli, lahko harmonko daš pa Rusa tudi. To so še mladenič, ja. No in seveda tukaj, gledajte, tudi nekoč Slavko oziroma Vilko Avsenik je bil dolga leta producent štirih Kovačev in nekoč je dejal takole, da takšno muziko, ko jo pišejo Avsenik, Šegovc, vi ne morete. Takšno, ko pa piše Šegovc, pa Avsenik ne more. To se pravi, da je takrat že prepoznal, da imamo vsak svojo pot in vsak prepoznavnost.
Ja, in seveda Franc je tudi že pri 6 letih se moral naučiti note pisati. In takole potem naslednjem, vse ja, naslednjem prostoru so potem original note, original zvezki, katere je pač Franc tudi ohranil in tako, da so tam tisti original zapisi. In moram tudi povedati, da novinarji včasih, ko pridejo, vprašajo, kakšno glasbeno izobrazbo pa imate še Vovc. Pravi, vemo za Avsenika, vemo za Slaka, kakšno imate pa vi. Franc pa vedno pove s ponosom, da ima Power Akademijo. Ata naučil. To je pika. Še nekaj sem še opazil tu, da sta v bistvu imata tudi s Titom nekaj skupnega, ne? Blizu sta rojena, 16. maja, on 25. In on je bil ključavničar, ti pa Kovač. Za Tita. Na Tita. Ja. No, tukaj ste prej vprašali za harmoniko, če to ni njegova. Ne, on je meni nekoč kupil tole harmoniko, da bi se naučila kaj igrati. No, do 4 skladb sem prišla, potem smo se pa skregala. Ne boš ti mene več učil, ker si že spod več vedela. In vidim, da od jeze si ti potem odgrizla del tipke. Ja, jaz vas vabim naslednji prostor, prosim. Končne stvari.